gospodarska rast in potrošniška klima se izboljšujeta, ne? To vemo. Spet imamo nekaj več denarja, spet si upamo več zapraviti, spet kupujemo avtomobile. Je pa ta kriza, ki nas je prisilila v proces racionalizacije nakupnega vedenja, pustila pečat za sabo. In sicer racionalizacija pri nakupnem vedenju je ostala. Pred nakupom se zelo temeljito informiramo in zelo temeljito pretehtamo različne faktorje, preden se dejansko odločimo, preden zaključimo nakup. Enako kot v letu 2012 uporabniki zelo racionalno pristopajo k nakupu, je pa res, da je dostopnost informacij bistveno lažja. Če primerjamo dostopnost v bistvu do spleta preko mobilnih naprav v letu 2012, ki je bila 7%, oziroma v 2017, ki je kar dobrih 56%, vidimo porast uporabe tehnologije in seveda tudi vpliv. Telefon je namreč postal first screen, tista stična točka, kjer uporabniki začnejo z raziskovalno fazo. Toda raziskava IPROMA in Valicona je še enkrat potrdila, da je nakup avtomobila precej drugačen kot nakup na primer cenejše zabavne elektronike. Pa sploh ne samo zaradi tega, ker je avto drag in ga smatramo za življenjsko odločitev. Malo je krivo to, da avto želimo pred nakupom občutiti. Malo pa dejstvo, da že sam izračun dejanskih stroškov zaradi kompleksnosti podatkov ni moč izračunati prek spletnih aplikacij. Gre za to, da ti prideš v salon, se pogaja tudi za ceno. Se vemo, dobiš komplet zimskih gum, dobiš servis. Marsikaj se da ena na ena dogovoriti, kar se mogoče preko spleta neko pavšalno ponudbo ne da. Podobno kot pri kreditih, se vedno tisti final del naredi ena na ena. Zanimivo je, da je še v prejšnjem tisočletju Fiat eksperimentiral med prvimi sploh z internetnim nakupom avtomobila. Ampak takrat se to ni prijelo, morda se bo kaj bolj prijelo, morda smo kupci bolj pripravljeni na te čase, ko klikneš in kupiš avto kar direktno prek interneta zdaj, ko Fiat na nek način eksperimentira s spletnim gigantom Amazonom. Da bi si lahko Fiat že kaj kmalu obetal dobre rezultate, je seveda nemogoče pričakovati. Lahko pa smo prepričani, da si bomo v prihodnosti našo mobilnost vendarle kupili prek spleta. Našo mobilnost, ne pa nujno tudi avto. Ta hip sicer ne kaže, da bo pri tem pomembno vlogo igral Amazon, toda njegovi trženjsko-oglaševalski prijemi kažejo na izjemno pomembno vlogo podatkov. Vemo, da smo v dobi podatkov, big data. Naloga agencije oziroma tudi naročnikov je, da ta big data, se pravi vse podatke, ki jih imajo o svojih uporabnikih, pretvorijo v smart data, v pametne podatke, ki jih lahko uporabljajo potem za personalizirano nagovarjanje ali pa boljše ciljanje svoje potencialne ciljne grupe. Premalo izkoriščamo same podatke, ki jih imamo že tako na voljo. Jaz opažam, da je to dosti velik problem v Sloveniji, da sicer podatki so, ampak so pa razdrobljeni, niso povezani med sabo. Zelo malo je takih, ki imajo res to urejeno, pa znajo priti hitro do podatkov, pa jih uporabiti v te namene. V katere namene? No, za namene oglaševanja seveda. Nakupni proces je kompleksen, ni linearen. Mi lahko nakupni proces prekinemo, pa nič ne počnemo en mesec, pa potem nadaljujemo naprej, ne? Če se jaz vsakeč, ko pridem v spletno trgovino, pa da sem tudi prijavljen noter, ne, bi lahko načeloma spletni trgovec tudi spremljal moje gibanje po spletni trgovini, tudi če nič ne kupam. Mi smo lahko v tem času izpostavljeni oglasov, ne. Ko mi kupujemo, smo bolj dojemljivi za oglase iz okolja in jih prej opazimo, ne. Prehajamo torej v sivo cono, ki pa bo od maja naprej bolj urejena. Mi konkretno nimamo osebnih podatkov, recimo Leon Brenčič, ampak imamo nek ID, se pravi, ta računalnik je iskal to, ta računalnik zanima to. V primeru Google in Facebooka seveda oni vejo vse. Maja pride nova zakonodaja oziroma evropska direktiva GDPR, se pravi, za vsak podatek boš mogel dobiti privoljenje od končnega uporabnika. Mi to sicer ne vidimo kot grožnjo, to je priložnost, ne? Zato ker končno bojo podatki, osebni podatki in podatki o uporabnikih dobili neko vrednost. Jih bojo začeli tudi, cel trg jih bo začel ceniti, ne? Tudi uporabniki sami jih bojo začeli ceniti. Mi mislimo celo, da bo postal, ne vem, kakšen bi bil slovenski asset. To se pravi, dobil bo vrednost in se ga bo dal
nek osebni podatek vrednotiti in ga bo lahko potrošnik, recimo enkrat v prihodnosti, rekel, prav, prodam ti moje podatke, da jih lahko obdeluješ. Ampak mi boš za to plačal. Morda v denarju, v bitcoinih, še bolj verjetno pa v obliki boljših nakupnih pogojev, posebnih dogodkov, ugodnosti pri servisih, pri raznih najemih nadomestnih vozil. Seveda samo za tiste, ki bodo privolili v uporabo naših podatkov. Ko bosta torej čez 5 let, ko Valicon in Iprom spet preučevala naše digitalne nakupne navade, bodo že samo zaradi te evropske odredbe njune ugotovitve zagotovo precej drugačne.